V krajinskem parku Strunjan so se pojavili flamingoti in vem, kaj se zdaj sprašujete. Čak malo, kako so se pojavili v Strunjanu flamingoti, če smo jih 10 let nazaj zrak spustili z njih, pa jih pospravili na podstrešča? Kjer se še danes prašijo. Očitno nismo zraka spustili z vseh. In kaj res počnejo v Strunjanu? To je ena od njihovih kratkih postojank na poti do toplejših krajev. To je kot nek pit stop za njih oziroma neko mesto za postanek. Tako da tukaj se malo spočijejo, tudi kaj pomalcajo, bolj ali manj, in potem se odpravijo naprej. Na poti so na jug. Po moje se pride v Slovenijo malo nasmejati vsake par let. Se namestijo v Strunjanu, lepo pir, sendvič, pa malo opazujejo politično. Jaz druga razloga ne vidim. Tiči so brihtni, a veste. Frankie Lake je država v k***c. A veš, da je to? Predsednica državnega zbora pa poje. Pestro je v Strunjanu, pestro. Ni pa to edina zanimiva vrsta ptic, ki so jih opazili v Strunjanskem krajinskem parku. Dolani so tukaj opazili že 141 različnih vrst. Ne, ti so pa lokalni tiči. To ni za prispevek, ne. Je res, da tudi oni spremljajo politično dogajanje, komentirajo po lokalnih pajzelnih, ampak oni so avtohtoni. Od letošnjih novih bi izpostavil kravjo, čaplo, potem je ribi oru in zagotovo je tudi pomembno omeniti beločele deževnike, ki tukaj gnezdijo vedno bolj številčno. Ok, pa dajmo jih vseeno malo bolj podrobno pogledati. Tale tič ima vzdevek čaplja, tič prihaja iz okolice Strunjana, je strokovnjak za zunanjo politiko, predvsem za rusko-ukrajinski konflikt, ima pa tudi izdelana mnenja o cepivih in gotovini. Ta tič je orov, ta tič ve vse o notranji politiki in z 2% natančnostjo napoveduje, kaj se bo zgodilo v naslednjem tednu. To je pa skupina deževniki oziroma eden izmed deževnikov. Oni pa bolj malo komentirajo, bolj poslušajo. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.